Lep pozdrav še enkrat, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa z komentatorskega mesta tu na Fazaneriji v Murski Soboti, kjer je pred nami torej derbi med Muro in Mariborom, prekmursko-štajerski derbi. Veliko bolj vročih smo bili vajeni seveda v preteklosti, glede na trenutno situacijo enih in drugih, ampak za Muro je seveda najpomembnejše, da si je v prejšnjem krogu zmago v Ajdovščini že zagotovila obstanek v ligi. Mariborčani pa zdaj tudi že vedo, da ne bodo igrali prvič po letu 2008 v Evropskem pokalu. Tule je Murina enajsterica, ki je, kot ste lahko slišali, že v studijskem delu doživela eno samo spremembo. V začetni postavi je Kenan Kurtovič na mesto Rovsa. Slednji je seveda posojen Muri in nekako je logično, da Muraši poizkušajo danes nekaj več priložnosti ponuditi svojemu mlademu napadalcu Kenanu Kurtoviču. Ta Juga, ki je danes deležen popolnega počitka, tako kot še nekateri, omenili smo že skozi studijski del. Tule zdaj že prva priložnost za Muro. Kurtovič je sam pred vrati, trese se mreža Maribora. Mura vodi z 1-0, ali tule ni bilo prepovedanega položaja? Kot kaže ne, je pa mislim, da Kurtovič ostal brez zavesti. Že na samem začetku srečanja je Mura prišla do vodstva, ampak tale scena je seveda nemila, ravno zaradi tega, ker jo je tule skupil Kurtovič. Zdaj vidimo, da je na srečo pri zavesti, ampak Murina zdravniška služba je že ob Kurtoviču. Tudi nogometaši ene in druge ekipe zdaj kličejo še dodatno pomoč. Gardije je tule prejel rumeni karton. Kakšen debi za Gardijeja, praktično po 10 sekundah igre je tule klonil. Nisem pa prepričan, če bo tale zadetek obveljal, kajti bilo je res na meji prepovedanega položaja. Nino Kouter je tule poslal v prostor Koutera, potem pa je Gardije tule zadev v nos. Mislim, da Kurtoviča. Kakšen knockdown je bil tole. Če ne bo prepovedanega položaja, potem bi tole moral biti rdeči karton za Tevo Gardijeja, o tem ni nobenega dvoma. Murašev v prejšnjem krogu v Ajdovščini, zares, če ne najboljša, pa vsaj ena od boljših predstav Mure v tej sezoni. Povsem zasluženo so črno-beli slavili v Ajdovščini in si na ta način še zagotovili obstanek. Tule pa je Tijo Cipot v priložnosti. Tijo Cipot, ki je nogometno odraščal prav na tej zelenici. Če je to le možno, Kouter s podajo pred mariborska vrata. Jelič Palta, mislim, da je poizkusil, ali pa je bil to Trdin sezone. Že prej smo videli odsotnega Luko Bobičanca, prav tako danes v kadru ni Hamze Ljukovca in Vanje Kulenoviča. Cipot, Bumbič spodaja pred vrata, Tete ima priložnost, no tole pa je bila priložnost, ki bi jo nogometaš Kova, kakršen je Benjamin Tete, tule moral izkoristiti. Tule na Fazaneriji novembra lani z golom Španringa, potem pa doma 3-0. Tole je zdaj Bumbičev poizkus, Sudani pa je bil tule blizu, pa vendarle tudi v prepovedanem položaju. Že v vodnih sekundah, ko je podajo Nina Kouterov zadetek spremenil Kenan Kurtovič. Kar 3 zamenjave smo že videli v tem prvem polčasu, 2 na strani Mure. Tule je Komljenovič v kazenskem prostoru. Komljenovič, Kouter poizkuša. Gardije ima dovolj višine, da je tule žogo zlahka ujel. Dejansko je bil že pripravljen ob robu igrišča. Maribor bi verjetno še eno tekmo izgubil. Tule zdaj Kurtovič sam pred vrati, ampak mislim, da je šlo za offside. Proti 2 priložnost za Muro. Korošec je desno, za Kurtoviča se je odločil Kouter. Kurtovič strelja, Gardije brani. Viher, tudi Viher sodi v to plejado mariborskih mladeničev. Viher, ki je star 18 let. Tijo Cipot. Tole je zdaj morda celo priložnost. Fermišek pa je zaustavil tale poizkus Taja Primca. Verjetno ne želi pretirano hiteti. Mariborčani so opravili 3 zamenjave, Sudani, Kikec in Primc so že vstopili, na klopi so še
Tanej Handanović, Širvis, Seri, Serero, tule ima zdaj Kouter priložnost, Kouter strelja, offside. Že v prvem momentu sem dobil občutek, da je bil Nino Kouter pred zadnjo vrsto Maribora. Da je tule legel, bržčas dobil tudi udarec, ugležen v tej akciji. Kaže zdaj tudi Nino. Antolin mu je tule podal zadetek, 2-0 za Muro. Medtem ko spremljate tale ponovljen posnetek, se nogometaši Mure že veselijo. Svojimi navijači Nino Kouter je tudi slekel majico. Tole pa še enkrat z tega zornega kota, kako je prehitel svojega čuvaja, v tem primeru Timona Kikca Nino Kouter. Žogo je zapravil Primc, ja, to pa je ta mladost. Enkrat je seveda potrebno plačati davek neizkušenosti. Zagotovo si bosta Kikec in Primc, ki sta dobro krenila v tole tekmo. 19-letni Venezuelec, ki igra na bočnem položaju. Bombic strelja, močno, ni dosti manjkalo. Dobro izvedena akcija Maribora tule. To tretji rumeni karton za Korošca, pa četrti, če je moja statistika točna, ne vem, ali je na grafiki pisalo, možno da je, da bo tudi Korošec moral izpustiti zadnjo tekmo. Maribor pa je medtem znižal v 90. minuti na 2-1. Strelec je Nejc Viher. Vendar le Muri na današnji tekmi ne bo uspelo ohraniti mreže nedotaknjene. Tule je Viher, ki se veseli svojega novega zadetka. V 40. nastopu v prvi ligi je to zanj četrti. Poglejmo še enkrat. Tule je bilo še vse čisto, ni bilo prepovedanega položaja. Tete je skočil in vknjižil asistenco za zadetek Nejca Vihra. Viher je bil tule hitrejši in spretnejši od Prolete. Rekel po 20 sekundah, ko sem vi rekel, že se je komplet porušilo in probali nekaj dominirati v polju, imeli neke priložnosti po priložnosti, nažalost se ni šlo. Kaj se je zgodilo, tudi napaka na zapisniku? Borista ste želeli poslati v igro, pa so ugotovili sodniki, da ga na zapisniku ni. Kje je tu napaka? To pa žal vam ne morem potrditi. Ne vem, kaj se je točno dogajalo, ker sem bil ob robu igrišča. Še morda za konec ena tekma še ostane. Vem, da jo boste odigrali pred praznimi tribunami, ampak verjetno je še to priložnost, da Maribor popravi vtis in se vsaj na pozitiven način posloji te sezone. Definitivno, kot sem že zadnjič rekel, treba športno delati sezono do konca in pokončno držo držati tudi takrat, ko ti ne gre najboljše. Hvala in srečno. Hvala vam. Žiga, še en v nizu slabih rezultatov v zadnjem obdobju. Tekma se vam je v bistvu porušila znotraj ene minute. Kako težko se je potem pobrati, ko veš, da delaš cel teden za nekaj dobrega in se ti tako hitro poruši taktični načrt? Ja, nekako že cela sezona tako. Takoj na začetku nas je prvi gol presenetil, žal. Ampak se mi zdi, da smo se pol dvigovali skozi polčas, na konc polčasa nismo zabili. Pa spet drug polčas in ja, nismo pravi, tega se zavedamo zelo dobro, tako kot navijači, in nimamo kaj. Še ena tekma se pokazati boljši in ja, naslednjo sezono sigurno pokazati boljši obraz. Kaj bo tisto, kar boste iskali na zadnji tekmi proti Aluminiju? Vemo, da tribune Ljudskega vrta bodo tudi samela, vemo, da v zadnjih desetletjih, ko je Maribor uspešen, so navijači bili tudi tisto krilo, nekaj več, kar je tudi pripomoglo k uspehom. Ja, zdaj že dan smo želeli, da več igramo, ne igramo več za Evropo, tako da probati čim bolj pokazati, kar znamo, ampak ja, mislim, da tudi v naslednjo soboto bomo isto šli, nekako iskati formo in pač iti naprej, tako kot je, vsak dan posebej, treniramo za to, da bomo jutri boljši. Zdaj pa kaj bo, ne vem, moramo pa vrniti v naslednji sezoni, moramo vrniti to, kar je DNK, po katerem je Maribor prepoznaven, neko zmagovalno mentaliteto vrniti v ekipo
in mislim, da je to način, kako lahko pol se vrnemo tudi na lestvici in vse ostalo. Ja, Mariboru se to ni zgodilo prevelikokrat, ampak se je tudi že zgodilo v zgodovini, tako da vi verjamete, da če kateri klub, da se lahko vrne, je to Maribor. Maribor je največji klub v Sloveniji, ima najboljše navijače v Sloveniji in verjamem, da lahko naslednje leto že pokažemo veliko boljši Maribor. Hvala in srečno. Nino Kavter, čestitke za še eno zmago. Mura je na zadnjih 2 tekmah prvič v tej sezoni povezala 2 zaporedni zmagi. Vsekakor je to dokaz, pa morda tudi vprašanje, kaj bi lahko bilo še več v tej sezoni. Ja, res je. Najprej hvala za čestitke. Moram povedati, da res smo povezali 2 zmagi, ker nam je uspelo po dolgem času. Ampak res moram pohvaliti ekipo, strokovni štab. Res smo pokazali, danes smo pokazali karakter, tudi že prejšnjo tekmo. In res je, z dneva v dan smo bolj povezani in seveda ekipa rabi čas, da se povežeš, ne gre z danes na jutri. Tako ja, moram vse čestitke ekipi, pa tudi strokovnemu štabu. Ni lepše zaključiti to sezono doma, pred domačimi navijači, seveda tudi pred Mariborom, da vzameš 3 pike, tako ja, vesel sem. Ja, na zadnjih 2 tekmah lahko rečemo, da ste kar malce proti zgodovini igrali. Več kot 20 let ni bilo zmage v Ajdovščini, tudi proti Mariboru. Samo 1 zmaga na zadnjih 16 tekmah, pa ste pokazali tisti pravi karakter, da se da tudi ta negativna plat nogometne zgodovine obrnati pozitivno. Ja, točno tako ste rekli, ne. Nismo vztrajali, nismo se predali. Vsaka tekma nam je bila zelo pomembna, ampak na koncu, hvala Bogu, smo vsako tekmo dali vse od sebe in zagotovili si tudi obstanek. Sta ti 2 tekmi tudi dobra iztočnica oziroma popotnica za nadaljevanje, da se bo še čez poletje tu trdo delalo, da se Mura pokaže tam na prvenstveni lestvici, kjer jo nekako pričakuje slovenska nogometna javnost in kjer si Mura oziroma Murska Sobota tudi zasluži. Jaz verjamem, da je to en dober kader, mogoče se s kakšnimi okrepitvami, mogoče nekateri igralci tudi odšli, ampak to je vprašanje za strokovni štab. Jaz pa upam, da se pokažemo naslednji sezono v boljši luči, kak smo se pa zdaj to sezono. Nino, hvala in uživajte. Hvala. Gospod Slavic, čestitke za zmago. To, kar sva se pogovarjala pred začetkom tekme, vam je uspelo uresničiti. 2. zaporedna zmaga, bolje pozno kot nikoli. Ja, glih začetnici smo imeli zdaj eno debato. V bistvu smo vse te osnovne cilje izpolnili danes to zmago. Tako da super vzdušje, fanti odgarali, mislim, da nisem hotel povedati na glas. Celi teden so nakazovali na to, prenesli iz treninga v tekmo in vsaka en čas. Res še enkrat, če je bilo v prejšnjo nedeljo, kapa dol, je zdaj dupla, kapa dol in super, da smo se poslovili zadnje domačo tekmo veseli, zmagovalno in tekmovalno. Ja, velikokrat vidimo, da pri ekipah pride do določenih težav, ko dosežejo en cilj, ne vem, ali osvojijo pokal, pri vas je bilo to zagotovljen obstanek in potem malce popustijo. Danes pa je bilo videti od Mure, da je našla še predstavo več, ki bi se lahko morda iskreno vprašali, če bi bila tekom te sezone, bi lahko govorili o čem več. Pa ja, evo, en podatek še, da smo res oddelali dobre priprave, ker fizično izgledamo dominantno. Tudi psihološko zdaj in potem smo nevarni za vsakega in to smo želeli biti, nevarna ekipa, tako da ni kaj. Evo, upam, da prenesemo to naprej, vedno je tudi pomembno, kako zaključiš sezono. Je morda tudi malce se hitro spremenil potek tekme v vašo korist zgodaj doseženim golom, Kenan je dejal, da se ga sploh ne spomni, že sedaj kaj bolj pri sebi. Res smo imeli prvi polčas kar 2-3 take situacije, tudi Torudi je mogel zapustiti potem igro, še potem Trdin, tako da to nas je vse malo presekalo, ampak fantje so bili fokusirani, zbrani do konca kljub tem dogodkom in potem dodali plin še drugem. Vedeli smo, da se nam bo odpiralo prostor za protinapade in tu smo bili hladnokrvni danes. Gospod Slavic, še enkrat čestitke za zmago in uspešen zaključek sezone. Najlepše hvala.